Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. Obvestila za naslednji teden so naslednja. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri, je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V sredo ob 19. uri je bogoslužje namenjeno osebnim prošnjam, posamičnim namenom in tematskemu predavanju iz Svetega pisma. V naslednjem tednu je tudi organizirana molitvena veriga v obliki posta. Vsi, ki bi želeli sodelovati pri tem, se lahko obrnejo na Lejo Brkič. Danes je tudi redna seja cerkvenega prezbiterija ali cerkvenega sveta. Vsi smo lepo vabljeni, da pošljemo svoje predloge, ideje po elektronski pošti ali jih posredujemo članom na katerikoli drug način. Torej, vabljeni, da sodelujemo pri soustvarjanju in oblikovanju cerkve. V nadaljevanju bomo zapeli pesem Pokoj na Jezusovih prsih je. Preden se usedemo, tako kot si podajamo roke v odnosu do Boga, tako si podajmo roke tudi eden drugemu. Tako, izvolimo sesti. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo za danes je iz knjige Izaije, iz Stare zaveze in pravi: Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. V novem zaveznem smislu so te besede namenjene cerkvi, Božji družini. Pa vendar se tudi kot posamezniki, vsak od nas posebej soočamo s svojimi težavami in izzivi. To osebno pot pa naslavlja Psalm 139, ki je pravzaprav molitev enega človeka in prošnja po Božji pomoči in zaščiti.
in pravi: Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajanje. Oddaleč razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje. Z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Zares, besede še ni na mojem jeziku, glej, ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti. Zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko. Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me, spoznaj moje vznemirljive misli. Poglej, ali je pri meni pot bridkosti in vodi me po večni poti. K tem besedam, ki smo jim sedaj prisluhnili in se danes razglašajo po vseh evangeličanskih cerkvah, pa pritiče tudi molitev kesanja oziroma priznanja grehov, rekoč: Ljubeči Bog, ob zahvali, da si vse do danes ostal zvest obljubi, ki si nam jo dal ob krstu, rekoč: jaz sem z vami vse dni do konca sveta, priznavamo, da sami te tvoje ljubezni velikokrat ne opažamo. To se zgodi takrat, ko gredo tvoje besede mimo nas in ko smo ravnodušni v odgovornosti do tebe in do soljudi. Priznavamo ti naše slabosti in te prosimo za odpuščanje in za vero in za moč, da bi hodili po poteh, ki bodo rodile prijetne in dobre sadove. Amen. Tako govori in nas tolaži Bog: vendar se bom spomnil svoje zaveze s tabo v dneh tvoje mladosti in starosti in bom sklenil s tabo večno zavezo. Na vse te Božje obljube in puščanje lahko skliknemo le slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli pesem Ljubezen Božja nikoli ne mine.
izvolite sesti. Drage sestre, dragi bratje, ob premišljevanju berila iz 1. Petrovega pisma sem razmišljala o tem, kako se pravzaprav sodobni človek v 3. tisočletju srečuje z eno veliko dilemo. Namreč danes ljudje ne znamo odgovoriti na čisto preprosto vprašanje, ki glasi, kdo sem oziroma kaj sem. Pomislite, če bi vas sedaj nekdo vprašal, kdo ste, kaj bi odgovorili? Ali bi govorili o svojem poklicu, svojih socialnih vlogah? Sem žena, mama, delavec, delodajalec, hči, pripadnik nekega kluba, cerkve. Morda pa bi govorili o svoji zunanjosti ali pa morda o tem, kar imamo in kar posedujemo. Mimogrede, ljudje se največkrat opredeljujemo z glagolom imeti, ne pa z glagolom biti. Kdo od nas reče, sem žena, sem mama, sem delavec? Pravzaprav govorimo o tem, kar imamo. Imam moža, imam otroka, imam avto in tako dalje. Skratka, na prvo žogo zelo enostavno vprašanje, kdo sem, na katerega pa žal marsikdaj ne znamo odgovoriti. Včasih mislimo, da smo malce drugačni in posebni, ker imamo morda poseben stil oblačenja, ker poslušamo le dotično glasbo, ker končnice besed tukaj na Dolenjskem zaključujemo s črko U namesto z drugimi črkami, ker jemo le določeno hrano. Biologija nedvomno igra pomembno vlogo pri opredeljevanju tega, da smo ljudje. Vendar, če bomo to na videz res preprosto vprašanje, kdo sem, zreducirali zgolj na prizmo genetike, potem nam bo zelo hitro zmanjkalo opredelitev glede tega, kdo v resnici smo. Ljudje imamo priimke in imena, seveda priimek nas identificira z našo družino, kateri pripadamo, ime pa nam daje našo lastno identiteto, naš lastni prstni odtis. Pa vendar se zdi, da izgubljamo identiteto, da je nimamo več. Morda se slepo zanašamo na nekoga, na neko prepričanje, neko stališče, ki sploh ni nujno naše, ampak smo ga le kopirali od nekoga drugega, misleč, da nam bo to pomagalo. Ekspresivni individualizem nas vodi v kolaps družbe in nas samih. Ta naša notranja nestabilnost se kaže na različnih področjih. Še najbolj očitna, dragi bratje in sestre, pa je nažalost v naših medsebojnih odnosih, ki jih večino časa jemljemo zgolj kot sredstvo za samopoveličevanje. Toda človek je svojo identiteto izgubil zaradi greha. Bog pa nam po Kristusu vrača izgubljeno dostojanstvo. Vrača nam našo identiteto, da smo lahko spet mi, takšni kot smo, brez izgovorov, brez mask, preprosti ljudje, ki smo grešni. In kot taki hitro spoznamo, da v svojih življenjih urgentno in res nujno potrebujemo Boga. In če se vrnem na današnje berilo, ki je iz 1. Petrovega pisma, tam je zapisano takole: vi, torej mi, pa ste, torej smo, izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Nekdaj niste bili ljudstvo, torej niste imeli identitete, zdaj pa ste Božje ljudstvo. Niste našli usmiljenja, zdaj pa ste našli usmiljenje. Dragi zbrani, če danes iščemo svojo identiteto, svoj prostor, svoj jaz, potem resno vzemimo besede iz Petrovega pisma, kjer pravi, da smo Božje ljudstvo, Božji rod. Bog nam daje nebeško državljanstvo. Pa ne samo to, Bog nam daje usmiljenje, nov priimek, ki ga človek z zlomljeno identiteto in zlomljenim jazom tako zelo nujno potrebuje. In v naslednjih pesmih razmišljajmo o teh besedah, razmišljajmo o tem, kar je zapisano v Petrovem pismu, kajti prva pesem, ki jo bomo peli, govori ravno o tem, da bi svet spoznal Sina in da bi mi razumeli, da smo Božji rod.
bi svet spoznal, da si nas ti poslal. Oče, združi nas. Oče, združi nas. Oče, združi nas.
Gospod, svet je naš dom, svet je Gospod.
Smo pri Gospodovi večerji. Draga Božja cerkev, danes lažje pridemo do Jezusa, kot če bi živeli v Jezusovem času. Takrat so se morali riniti skozi množice, da so prišli do njega. To možnost so imeli le nekateri. Danes pridemo do Jezusa tako, da vstopimo v cerkev. Če bi se ljudje tega zavedali, bi bile cerkve bolj polne, bolj kot so polni športni stadioni, plaže, nakupovalna središča. Reformatorji 16. stoletja so kruh in vino imenovali vidne Jezusove besede oziroma vidni Jezus. Gospodova večerja je najpreprostejši obrok na svetu. Kruh in vino. Toda ravno pri tem se duhovno hranimo s Kristusom, z Božjo ljubeznijo, z večnim življenjem. Vabim k molitvi Oče naš, ki je molitev cerkve in vseh kristijanov. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog, ljubeči Oče, Gospod usmiljenja, vabiš nas, da smemo biti gostje pri tvoji sveti mizi. Priznavamo, da nismo dobri gostje, kajti živimo po svojem prepričanju. Po izvrševanju tvoje volje pa se ne sprašujemo, zato priznavamo, da grešimo hote in nehote v mislih, besedah in dejanjih. Veliko slabega storimo in veliko dobrega opustimo. Žal nam je zaradi naših grehov, žal nam je zaradi zamujenih priložnosti. Zato se kesamo in prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Naš Bog in Gospod, prosimo te, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da kruha in vina ne bomo deležni le z usti, ampak po duhu, v veri, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je sam Jezus Kristus, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki smo povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Bratje in sestre, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja, to je Kristusova kri za nas prelita. Bratje in sestre, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Naše prazne kozarčke bomo odložili v pladnje. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi, s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja, ljubeči. Najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. In preden bomo prišli k Božji besedi, bomo pobrali še kolekto s pesmijo, ki pravi kmalu, kmalu že. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah. Soon and very soon we are going to see the King. Oh, hallelujah, hallelujah, we are going to see the King.
are going to see the King. Soon and very soon, we are going to see the King. Oh, hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Oh, hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Oh, hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Kmalu, kmalu že kralja bomo videli. Kmalu, kmalu že kralja bomo videli. Kmalu, kmalu že kralja bomo videli. Oh, aleluja, aleluja, ga bomo videli. Tam ne bo suza, kralja bomo videli. Tam ne bo suza, kralja bomo videli. Tam ne bo suza, kralja bomo videli. Oh, aleluja, aleluja, ga bomo videli. Smrti tam ne bo, kralja bomo videli. Smrti tam ne bo, kralja bomo videli. Smrti tam ne bo, kralja bomo videli. Oh, aleluja, aleluja, ga bomo videli. Aleluja, aleluja. Izvolite sesti. Smo pri Božji besedi in kot je bilo že uvodoma rečeno, imamo za danes biblično vodilo in sicer iz knjige preroka Izaije. O tem bomo razglabljali, o tem bomo razmišljali in se tudi pripravili za simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik. Ko je filozof René Descartes izjavil cogito ergo sum, mislim, torej sem, se je začela nova doba, doba razsvetljenstva, doba razuma, moderna doba. Od takrat smo še bolj predani znanosti in tehnologiji. Na vsak način je protestantska cerkev to tudi spodbudila iz mračnega srednjega veka in pospešila zelo hiter razvoj. Narobe pa je, da posledično zaradi našega otročjega egoizma postajamo, kot smo že slišali, duhovno nezreli in duhovno podhranjeni. Sodobni človek je odrezan od Boga. Rečeno drugače, izgubili smo dušo. Govorimo o krizi smisla na vseh področjih. Od psihologije, antropologije, sociologije, filozofije, teologije in tako naprej. Ta čas krize smisla mazači spretno zlorabljajo na trgu duhovnosti in prodajajo svoje mikavne, blagovne znamke. Posledice takšne prevare so zlorabe, hude zlorabe in so katastrofalne. Kljub uspehu smo ustvarili svet, v katerem ne znamo živeti. Ustvarili smo svet, v katerem nas je bolj strah živeti, kot pa umreti. Aleksander Solženicin, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, je zapisal, da se to dogaja zato, ker smo pozabili na Boga.
Žal smo Boga, kot sem povedal, za en slovenski tednik in tudi za televizijsko oddajo, pa tudi radijsko. Žal smo Boga izenačili z vero v bajeslovna bitja. Vile, škrate, sojenice, zlate ptice, zmaje, kurenta, tudi božička, če hočete. Trdimo, da je Bog staromodni mit. Pomembno je, kdo na nas pušča večji vtis. Svet, takšno mišljenje ali pa cerkev. In pohvalno je, da smo prišli v cerkev, da nismo samo digitalni kristijani, ampak da gradimo tudi občestvo, te pristne odnose. Kajti krščanstvo je osebna vera in medosebna vera. Osebna vera in medosebna vera. Pa vstanimo k poslušanju Božje besede vnovič. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Knjiga preroka Izaija 43:1. Gospod, posveti nas v resnici, tvoja beseda je resnica. Amen. Dragi prijatelji, okoli nas so reči, ki nas navdajajo s strahom. Pa v cerkev nismo prišli zato, da bi bili še bolj ustrahovani, ampak potolaženi. Spopadamo se z grozljivimi dejstvi, kot bi bili na robu brezna. Ne narašča le demenca. Narašča predvsem, v novi teologiji govorimo o duhovni demenci. To je, pozabljamo na Boga. Ne govorimo samo o demenci, ki narašča skokovito v tem svetu, govorimo predvsem o duhovni demenci. Pozabljamo na Boga. Bog pa nikoli ne pozabi na človeka. Današnji svetopisemski odlomek, ne boj se, moj si, po imenu sem te poklical, velja za enega lepših. Poglejmo so besedilo. Božje ljudstvo Izrael se je soočilo s krizo, primerljivo današnji krizi. Bilo je okoli leta 540 pred Kristusom. Kar naenkrat niso več imeli kralja, niso več imeli templja, niso več imeli dežele. Nad njimi so zavladali kruti Babilonci, odpeljali so jih v ujetništvo. Psalm 137 sovpada s tem, o čemer piše Izaija, ko pravi v psalmu tekst o babilonskih rekah smo jokali. Silno jokali, naš sovražnik pa nas je poniževal. Prepevajte nam zdaj o vašem Bogu. In potem jih Bog potolaži po preroku, nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu moj si. Bog jim obljublja, da jih ne bosta uničila ne voda, ne ogenj. Težko si zamislim lepše besede v taki situaciji. Bog tudi danes, v 3. tisočletju, ustrahovani, tesnobni, anksiozni generaciji, polni frustracij, krivd, govori, ne boj se, poklical sem te po imenu moj si. Bog vesolja nas kliče po imenu. Želi, da vemo, da smo ljubljeni in sprejeti. Starši in učitelji v šoli večkrat vprašamo, ali poslušate sploh, kaj vam govorim, kaj vam govorimo. Poslušanje je zelo pomembno in tudi tukaj Gospod pravi, poslušaj, vendar Izrael ali Božji narod. Kako moramo poslušati šele, ko nam govori Gospod Bog?
Prerok usmerja našo pozornost k poslušanju in celo to potencira in pravi, zdaj pa tako govori Gospod. Zakaj Gospod tako govori? Zato, ker smo ljudje odvedno ustrahovana generacija. Strah nas je. Strah ima tudi pozitivne posledice. Strah nas lahko tudi obvaruje. Vendar, ko imamo strah, ne vem, pred zaprtimi prostori, ognjem, javnim nastopanjem, strah pred rakom, boleznijo, bolečinami, starostjo, smrtjo, nekoga je pa strah številke 13. Poznam ljudi, ki jih je strah, če črna mačka steče čez cesto. Nekateri se bojijo, da bodo propadla podjetja, da bodo izgubili delovno mesto. Razumljiv strah, da bodo propadle, ne vem, borzne hiše in delnice na trgu. Strah mnogih ljudi je strah odnosa, strah pred odnosom, strah pred bližino. Strah nas je, da bi bili deležni kritike. Strah nas je neuspeha. Čedalje bolj nas je strah izražati čustva, ker smo bili tolikokrat ranjeni, tolikokrat prizadeti. Strah nas je starosti, mlade pa je strah pred odgovornostjo, bodočnostjo. Vse ljudi nas postaja strah pred strahom. Bolj kot sredi vojn, kajti strah je v nas samih. Odkar sta se Adam in Eva obrnila proč od Boga, ko sta zgrešila, nas je strah. In Gospod Bog je poklical človeka in mu rekel, kje si? Rekel je človek, torej slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal in sem se skril. Glede strahu nam ne pomagajo tistega najglobjega strahu, niti zavarovalniške hiše, niti denarji na bančnem računu, ne znanost, ne tehnologija. Ne pomagajo nam niti varnostne službe, kajti zdravilo zoper strah je eno in edino, samcato. Ljubezen. Teolog Janez, kot ga imenujemo, tega evangelista in pisca pisma, Janezovih pisem, ker je tako globok, mu rečemo kar teolog, je zapisal, kjer je ljubezen, tam ni strahu. Torej ljubezen prežene strah. Poglejmo otroka, kako nebogljeno zaspi, če ve, da je v naročju ljubeče matere. Sploh ne razmišlja o strahu, tudi če je okoli njega črna noč. Bog vidi v črni noči črno mravljico na črnem kamnu. Zdravilo zoper strah je ljubezen. Naj povem eno anekdoto, da vidimo, koliko se koga lahko včasih ljudje bojijo, tudi če se hvalijo, kako jih ni strah. Majhna hči je spraševala svojega velikega, močnega očija, na katerega je bila zelo ponosna, ker je imel mišice. Oči, ali se bojiš kač? Ne, detece moje. Oči, ali se bojiš teme? Tudi ne, ljubica moja. Oči, ali se bojiš nevihte in grmenja? Ne, ne bojim se. Ja, kje bi pa oči to priznal? Oči, kaj pa lopovov, se jih bojiš? Ne, tudi lopovov se ne bojim. Oči, kaj pa velikanov? Ne, tvoj oči se ne boji nikogar in ničesar. Po vsem tem pa mu je hči rekla, oči, no potem je edina reč, ki se bojiš, mamica. Torej njegova žena. Torej v čudnem svetu živimo. Veliko strahov, raznolikih.
Božje ljudstvo Izrael se je tudi znašlo sredi težke situacije. Kot sem že povedal uvodoma, postali so plen tujcev in sovražnikov. Potem pa jim sredi te stiske Bog spregovori: zdaj pa tako govori Gospod, o Izrael, nikar se ne boji. Lloyd Ogilvie, težko se izgovori, ampak mislim, da mi je uspelo, je izračunal, da najdemo v Svetem pismu 365krat zapis ne boj se. In potem je rekel za vsak dan v letu, torej 365 dni, 365krat ne boj se. Torej, postanimo tudi mi Izaijevo občinstvo. Ne preseneča, da je v tem kratkem sestavku tolikokrat zapisano, naj se ne bojimo, kar dobesedno pomeni, naj ne delamo panike. Kajti panike je že preveč. Hebrejščina pove, da gre za stvarnika, ki ustvarja iz nič. Torej ni težko nečesa narediti iz nekaj. Mizar, recimo mizo iz lesa. Pek, testo iz moke. Ali pa lončar, vrč iz gline. Bog stvarnik, imamo ta judovski koncept v hebrejščini, ustvarja iz nič. Gre za edinstveno, nadnaravno Božje delovanje, brez materije, brez kakršnega koli posrednika, brez tuje pomoči. Ustvarja nekaj lepega, čudovitega, dobrega in rekel je, bilo je dobro, torej bilo je lepo. Samo s tem, da je izgovoril besedo, da bar, bodi. In ta Bog se predstavi kot naš upodabljavec, kar pomeni, da nismo neka brezoblična masa, neka statistična številka, da nismo proizvod slepega slučaja, nekega fatalizma, neke usode, ampak smo ustvarjeni po Božji podobi, smo rezultat Božje volje, smo ustvarjeni iz ljubezni, z namenom, smislom. Nikar se ne boji. Ker nas je odkupil, nadaljuje prerok in pravi, da smo postali tudi Božja lastnina. Ceno za našo osvoboditev je plačal sam Bog. Božji načrt je popoln. Ni mu česa dodajati, ni mu kaj dodajati, ni mu česa odvzemati. Vse predhodne slike nakazujejo dokončno odrešenje v Jezusovi preliti krvi na križu Golgote. In tako vidimo v Svetem pismu od začetka do konca, že v Stari zavezi, to objavo Kristusa, kristofanijo. Bog je dal zame največ in svoje najdražje, ker pravi v tem odlomku, ki smo ga omenili, prerok Izaija, da Gospod govori, drag si v mojih očeh, spoštovan in ljubljen. Ali smo dragi in spoštovani in ljubljeni? Vedno ne, povsod in v svetu, v katerem živimo. Vendar Gospod pravi, drag si, ljubljen, spoštovan, moj si. O Jakob, Izrael, nikar se ne boji. Kdo je bil Jakob? Njegovo ime v izvirni obliki pomeni prevarant, slepar, goljuf, lažnivec. Vemo, da je prevaral očeta Izaka, prevaral je tudi brata Ezava. Naredil je mnogo napačnih odločitev. Toda Bog mu je dal novo ime. Bog mu je ime spremenil iz Jakob v Izrael, kar pomeni Bog se bori zame. In še nekaj to pomeni. Zdaj sem blagoslovljen. Torej, ko slišimo Izrael, vemo, to pomeni Bog se bori zame in zdaj sem blagoslovljen. Torej, mi smo novozavezno ljudstvo Izrael. Božja cerkev, kot je bilo uvodoma, pred slavljenjem rečeno, ker se
tako ujema prerok Izaija tudi s 1. Petrovim pismom, ker smo izvoljeni rod, svet Božji narod, duhovščina. Torej, ne rabim se več zanašati toliko na svojo moč in nase, seveda, kolikor je v moji moči, da, ampak ostalo pa moram prepustiti Bogu, kajti na določene okoliščine in situacije v življenju nimamo vpliva. Živimo pač v takšnem svetu. In zato nam Bog pravi, ne boj se, ne zganjaj panike, naj te ne grabi strah. Miru nam Bog ne garantira s pomočjo kakega politika, znanstvenika, teologa, generala, predsednika države, ampak mir najdemo v njem. Svoj mir vam dajem, pravi Jezus, kakršnega ta svet ne pozna. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael, nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Ni čudovito, da to piše v Svetem pismu Daniel, tako mi je namreč ime, moj si. In to velja za vsakega posebej. Bog nas ima rad, smo njegova lastnina, ne glede na to, kdo in kakšni smo. Zelo nam prija, če nam kdo reče moj sin, da nam pa to pove Bog vseh bogov, Gospod vseh gospodov. Da nam to pove on, pa je znak zaupanja, spoštovanja, ljubezni, znak varnosti, skrbnosti, kakšen privilegij, kakšno zagotovilo. Ta izjava je potrebna, da jo slišimo, pa potrjena je še z izjavo, ki pravi, ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Sveto pismo pravi po 2. preroku Zahariji, Gospod Bog takole govori, kdor se vas dotakne, se dotakne punčice ali zenice Božjega očesa. Toliko smo dragoceni, da kdor se dotakne Božjega otroka, je tako, slikovito rečeno, kot bi se dotaknil zenice ali punčice, zenice Božjega očesa. Se zavedamo, kako dragoceni smo za Boga, sprejeti in ljubljeni. Večina nevroz današnjega časa izvira iz pomanjkanja sprejetosti in ljubezni. Spomnim se zgodbe, ki sem jo prebral pred leti, govori o mladeniču, ki ni bil sprejet, ki ni bil ljubljen, ki ga niso tudi tako vzgajali in zapadel je v hudo duševno stisko. Razumljivo, da je postal pač žrtev slabe družbe, da je imel tudi slabo samopodobo. Kot odvisnik je za uteho praznine v sebi iskal nadomestke. Razočaran je pustil študij, odselil se od doma, zapustil sčasoma tudi obiskovanje bogoslužij, torej v cerkvi. Vendar je zato zvedela njegova veroučiteljica. Spominjala se ga je še iz njegovega otroštva in začela je poizvedovati, ko je zvedela za to strašno težko zgodbo, kje živi, kaj se z njim dogaja. Zvedela je, da se je priložnostno zaposlil v tem velikem mestu, v prodajalni z oblačili in hodila je tja, če tudi bi kupila sprva le en majhen robček. In to je ponavljala dan za dnem. Pustila mu je tudi svojo telefonsko številko. Spomnil se je svojih otroških dni in postala sta ponovno prijatelja. Začel jo je klicati včasih pozno po noči. Z njim se je pogovarjala ure in ure, nekdanja veroučiteljica.
Posebej še, ko je bil v stiski. Njen mož je nergal, govoril, da seveda ne nasprotuje, vendar da je ves njen trud v prazno in da iz tega fanta torej nikoli ne bo nič. Neko noč jo je spet poklical okoli 2 ponoči in ji v joku rekel: postal sem kristjan. Mislim, da je prav, da to zveste prvi prav vi. In vprašala ga je, kaj se je zgodilo. Rekel je: zaslugo za to imate vi. Odkril sem, kaj pomeni biti ljubljen in kaj pomeni biti sprejet. In zdaj sem to doživel še z Božje strani, kot potrditev. Nekdo si je vzel čas zanj. Bog nam pravi: poklical sem te po imenu moj si. Nisem samo statistična številka, sem oseba z dostojanstvom. Bog pravi: z vami sem vse dni do konca sveta. Namreč ni nam obljubil, da ne bomo šli čez vodo in ogenj, ampak nam obljublja, da bo z nami, ko bomo v takšni situaciji. Torej ne morem si zamisliti boljše in lepše obljube. Ne od kakega vplivnega, znanega človeka, od kakega oboroženega vojaka ali oboroženega varnostnika, da bo on hodil z mano. Ne, da bo poslal kakega angela ali pa kako drugo božanstvo. Preprosto pravi: ta Bog, stvarnik, Bog bogov, Bog nad vsemi bogovi je z nami. In Bog ne reče, da bo z mano, ko bom šel čez cvetoči travnik in skozi sončne žarke, ampak da gre z mano skozi povodenj in ogenj. Povodenj solza, ogenj obsodb, krivic in preizkušenj. Bog ima enega sina, samo enega, edinorojenega. Očuval ga je greha, ne pa tudi trpljenja. In tudi z njim je bil. Tudi takrat, ko je Jezus na križu rekel: Bog moj, zakaj si me zapustil? Ko sem v vodi, ko sem v ognju, vem, da je Bog moja zaščita. Zapis v preroku Izaiji je dokaz, da bodo težave zagotovo prišle. Le vprašanje časa je kdaj. Vendar bridkost, stiska, nadloga, žalost, trpljenje, vse to je skupno Božjim otrokom, tako kot je bilo Izraelovemu narodu. In če tega ni vprašljivo, ali sploh služimo pravemu Bogu. Jaz bom s teboj, to je pomembno, kratek stavek, jaz bom s teboj. In tu je Božje ime, jaz sem, ki sem. Ehje, Ašer, Ehje. In to lahko stolmačimo tako, da to pomeni: jaz sem tu z vami zato, da vas rešujem. Kadarkoli rečem Bog ali Jezus, Jehošuah, je to Bog je pomočnik, Bog je odrešenik. Bog je tu zame, on bije bitke. Večji čudež je iti čez poplavo in skozi ogenj pa ostati živ, kot če poplav in ognja ne bi bilo. Sveto pismo ne pravi, da je Bog z nami, kot sem rekel, samo takrat, ko hodimo v svilenih copatih po svilenih preprogah. In Bog vedno ne spremeni okoliščin in situacije, spremeni pa lahko mene in spremeni lahko tebe. Lahko dragocen kamen razbijemo na koščke, ampak svet čudovitih kristalov dokazuje, bodisi smaragd, topas, ametist, akvamarin, lahko izdrobimo celo v prah. Ametist kljub udarcem s kladivom ohrani obliko šesterokotnega romboida. Spomnim se, ko sem študiral kemijo vaj, ko smo to pogledali in imeli v prahu to drago kamenje. Atomska struktura se nikoli ne spremeni.
nikoli ne spremeni. Lahko si na koščke razbit, vendar se nikoli ta lepota ne spremeni. Vsak ta delček, ta razbitina še tolikokrat bolj pomnoži to lepoto. Zato pravi Sveto pismo, tudi če te zmelje v prah, ne boj se. In pisec je uporabil slavne dogodke iz zgodovine judovskega odrešenja. Iti čez vodo so vedeli, kaj pomeni. Faraon, ampak so bili odrešeni, ko so šli čez Rdeče morje. Potem so se spet znašli pred Jordanom. Spet je Bog odprl vodo in šli so kot po suhem. Iti skozi ogenj so tudi Judje vedeli, kaj pomeni. Namreč spomnimo se tistih 3 mladeničev iz Danielove knjige z imeni Šadrah, Mešah in Abednego. Bili so v razbeljeni ognjeni peči, vendar se niso osmodili, ker je bil Bog z njimi. Morda si v predoru, morda v temi, ne vidiš izhoda, morda te je strah, vendar vedi, predor ima na obeh straneh izhod. Kakorkoli, ima luč, ima svetlobo. 3 dečki so se hvalili, koga vse poznajo njihovi oči. Prvi deček je rekel, moj oči pozna gospoda župana našega mesta. Drugi je dejal, to ni nič. Moj oči pozna predsednika naše države. Tretji deček je rekel, to ni nič. Moj oči pozna gospoda Boga. Torej ne boj se, Božji narod, ne boj se, brat in sestra, Gospod je z nami. On je napolnil naš prostor svojo navzočnostjo. In tu se bližamo k zaključku današnjega bibličnega vodila. Tudi če v resnici človek kdaj misli, da izgubi vero in da doživi smrt vere, se v bistvu naša vera izgubi v ljubezni. Ne pa, da bi šlo za smrt vere. Lahko jo izgubiš samo v ljubezni, ampak ta ljubezen jo vedno znova tudi oživlja. Kajti Bog nam stalno govori, ljubim te. In zrela vera vedno prehaja v ljubezen. Dr. Ludwig Fischer, nemški poglavar v Varšavi, je 10. novembra 1941. leta izdal razglas, da bo vsak, ki bo kakorkoli pomagal Judom, usmrčen. In mnogi Poljaki so Judom kljub temu pomagali. In v muzeju v Jeruzalemu imajo spominsko obeležje 5000 Poljakov, ki so bili rešeni. Zato, ker se je nekdo za njih zavzel. Tako se Bog zavzema za nas in nam pravi, nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Sklonimo glavo k molitvi. Gospod, hvala ti, da si z nami, ko je stiske čas, da slišiš naš proseči glas in takrat ne greš mimo nas. Gospod, hvala ti, da si z nami, ko gremo čez vodo in čez reko, da nas ne poplavita. Hvala ti, da si z nami, ko gremo skozi ogenj, da ne zgorimo in nas plamen ne ožge. Gospod, hvala ti, da si naš odkupitelj in rešitelj, da smo dragoceni v tvojih očeh, spoštovani in ljubljeni. Hvala ti, da nas kličeš po imenu, moj si. Nad nami je res skrbna Gospodova roka. Amen. Naša skupna pesem, v kateri bomo vstali, pravi, on moč mi daje, ko sem brez moči. On moč mi daje, ko sem brez moči.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.